Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške kabelske televizije v mesecu avgustu, kjer so časi dopustov in počitnic ter številnih prireditev in dogodkov, ki smo jih zabeležili na Bistriškem. Je pa tudi čas muhastega vremena, serije vročinskih valov in tudi čas priprav na novo šolsko leto. Naslednji teden, 15. avgusta, je dela prost dan, saj obeležujemo praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga poimenujemo tudi Veliki Šmaren ali Velika Maša. V avgustu vinogradniki postavljajo klopotce, čeprav bo letos ta slovenska posebnost marsikje le žalostno klopotala med vinogradi, ki jih je ponekod skoraj popolnoma uničilo neurje. Smo pa za informativno oddajo tega tedna posneli nekaj dogodkov, ki so bolj svetle narave, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. V rubriki Aktualno objavljamo pogovor s slovenjebistriškim županom dr. Ivanom Žagarjem o aktualni tematiki tako v domači občini kot tudi sicer. Pretekli teden so na Spodnji Poskavi že 19. organizirali zabavno, kulturno in športno prireditev. Pihalna godba iz Frajhama na Pohorju praznovala 190 let delovanja. Policisti obravnavali 25 kaznivih dejanj, med njimi največ goljufij in kraj. V rubriki Aktualno pogovor s slovenjebistriškim županom dr. Ivanom Žagarjem o škodi po neurju, zahodni obvoznici in drugi problematiki. Letos nam vreme ne prizanaša. Najhuje je bilo seveda 7. julija, ko je neurje s točo hudo prizadelo našo občino. Katastrofalno neurje z močnim nalivom, vetrom in točo je trajalo kar 40 minut. Po prvih ocenah je bilo škode za najmanj 9 milijonov evrov, od tega za kar 8 milijonov evrov na kmetijskih površinah. Kakšni so zadnji podatki in kako poteka odprava posledic škode? Ja, kar se tiče podatkov, so približno taki, kot ste jih omenili. Čeprav vseeno omenim, ker zdaj imamo mi tu tri vrste v bistvu škode. Največji del je dejansko na kmetijskih površinah, kjer je ponekod uničilo praktično pridelke 100%. Tukaj je tudi zelo prizadeto vinogradništvo. Potem pa je seveda škoda bila tudi zaradi poplavljenega dela v Tirgotu. Tam je prišlo v bistvu do teh poplav, predvsem zaradi tega, ker se je v ta hudournik zrušil plas in je potem ta enormna voda v bistvu vse te stvari prinesla navzdol do Tirgota in zamašila praktično vse jarke. No in potem je pa tudi škoda na cestah, zdaj tam je škoda ocenjena nekje na približno pol milijona, čeprav se vseeno mislim, da je večja. Gre za to, da je pač to tista ocena, ki pomeni neko vračanje v prevoznost recimo cest. Prizadetih je bilo tam vse 120 km torej lokalnih občinskih cest, pa še k temu treba prišteti tisto, kar imajo v bistvu vzdrževanju krajevne skupnosti. Zdaj teh podatkov še tudi celoti nimamo, ker še nam pošiljajo podatke, koliko so bili potrebno, da so te stvari vložili. Za kar zadeva seveda odpravo posledic, mi smo tudi skupaj z svetovalno službo, kar se kmetijskega dela tiče, in pa tudi z vinogradniki naslovili in seznanili v bistvu pristojna ministrstva s tem in pravzaprav želeli, da se sestanemo na enem sestanku. Tukaj bi naj bili pač trije predstavniki, torej Ministrstva za kmetijstvo, Ministrstva za okolje in prostor in pa Uprave za reševanje. Zdaj do tega sestanka še praktično ni prišlo. In pa se z kmetijsko svetovalno službo seveda tudi dogovarjamo, kaj je tisto, kar bi bilo najbolj nujno potrebno seveda urediti, glede na to, da imamo izjemno omejena sredstva, praktično celotna rezerva je zdaj porabljena v bistvu za to škodo, pa še nekaj plazove treba sanirati. No, zdaj kar zadeva ostalega dela, tudi skupaj z direkcijo za vode in pa upravljavcem VGP Drava Ptuj so bili tisti nujni ukrepi pri čiščenju vodotokov v bistvu v veliki meri narejene, tako da te stvari so bile postorjene. Zdaj pa se pripravlja še ena študija, ki bi pač naj dala rešitve za tovrstne primere tudi v prihodnje. Zato ker za obstoječi vodotoki oziroma v bistvu
takšnega, tolikšne količine vode ne morejo prenesti. Ne. Zdaj tudi do tega sestanka še pač ni bilo, ne. Imeli smo sicer neke obiske tukaj pri nas, videli bomo, kaj se bo pravzaprav od teh obiskov zgodilo. Je pa res vse, kar zadeva seveda recimo kmetijstvo, ne, da se letos stvari kar ponavljajo. Najprej je bila pozeba, ne, v pomladanskem delu, zdaj je bila ta toča in to neurje, pa ni bila samo ena, ne, je šlo jih več in zdajle pa smo priča seveda tudi suši, ne, tako da res za neko res popolnoma težko situacijo, ne, in jaz upam, ne, da se bo seveda ministrstvo tudi odzvalo na to. Tukaj ima misli za kmetijsko ministrstvo. Kaj bi po vašem mnenju bilo potrebno narediti na sistemski ravni? Glede, zdaj enormne neurje ni mogoče preprečiti. Zdaj to je pač narava svoje naredi, ne, tako da tu se ne da narediti pravzaprav, če pride do takšnega naliva pa toče, kot je zdaj bilo, to ni možno narediti nič. Ne. Zdaj tukaj so tudi dileme, kar zadeva zaščite pred točo, ne. Do zdaj vinogradniki, če imamo vse v mislih vinogradnike, ker pač zadnjih 10 let praktično toče tu pri nas ni bilo, ne. Vinogradniki neke zaščite v smislu zaščitnih mrež niso uporabljali. Zdaj, koliko se ne z njimi se pogovarjajo, je tudi težava pri samem zavarovanju vinogradov, ne, zato ker so premije enormne, ne, in v bistvu so mi razlagali, da če želijo, da se jim povrne, ne, oziroma da se vse povrne premija, že mora biti 50% škoda na vinogradu. Mislim, to lahko razumete, ne, da je vprašanje, če se za to sploh potem nekdo odloči. Potem je tu zaščita, kjer občina že tam od leta 2003 ves čas smo prisotni, ne, kar se tiče obrambe pred točo. Zdaj v tem primeru se je pokazalo, da tudi ta obramba glede na vrsto pojava, ki se je zgodil, ni bila vse ne v celoti, ali pa verjetno zelo omejeno uspešna, ne, čeprav so seveda posredovali, kot so tudi sami pojasnili. Tako da v tem delu gre seveda za neko kombinacijo ukrepov za prihodnje. Ne. Zdaj mi smo se z vinogradniki dogovorili, ne, in mi imamo že zdaj odprt razpis na tak način. Ne. Tako da če bi se že zdaj kdo želel recimo pač investirati v zaščitne mreže, bi že lahko tudi pri nas kandidiral na sredstva, ne. Vendar bo zdaj na tem delu treba stvari malo videti tudi iz tega tehnološkega vidika, ne, kako je možno te stvari pač postoriti. Ne. Še en ukrep, za katerega pravijo, kar se vinogradnikov tiče, je nujen, ne, da se jim omogoči odkup grozdja, ne, zato ker je nekdo, ki ima 100% ali pa enormno škodo zdaj v vinogradu, praktično ne bo imel pridelka, ne, in problem je že v tem, da smo mi zdaj ali pa da so vinogradniki torej nazaj obudili to znamko Rito Znojčana, ne, prišli že na trg, ne, stvari so se prijele, zdaj pa če ti 1 ali pa 2 leti nimaš seveda vina, potem je praktično zgubiš te stranke, ne, tako da tudi to je tudi s tem povezano, ne. Gre za to, da bi naj se jim zagotovila tudi sredstva v obliki nekega sklada za premoščanje teh nakupov. Zdaj tudi tu mi imamo en kredit malo odprt, ne. Je pa res, da moramo videti, kako je možno sploh to stvar uporabiti, tudi glede na birokracijo, ki je pač vezana na to, ker mi vse aranžmaje, ki dišijo recimo po neki državni pomoči, ne, to so pa vse vrste subvencij, rabimo za to v bistvu soglasje kmetijskega resorja. Tako da, kar se tiče tega terena, ne, smo mi seveda bili vsemi v kontaktu, ne, govorim seveda o teh, tako torej kmetijska svetovalna služba, ne, kot izpostava, na drugi strani tudi ARSO pa direkcija, ne, tako da to je bilo, ne, ampak zdaj bi bil pa pravzaprav nujen, ne, nek sestanek na nek državni ravni, ne, da bi se dogovorili, kako pomagati v takem primeru, ne. Zdaj težava je tu še ta, da so to netipične ujme, ne, kot je bila ta, zato ker se je zgodila za Slovenijo na mali površini, za Slovensko Bistrico pa na ogromni površini, ne, in v bistvu je problem tega cenzusa na nivoju Slovenije, ne, ker je vprašanje, ker pač za ministrstvo je to pač neka lokalna škoda, ne, za nas pa ni lokalna, ne, če pol občine praktično bilo uničene, ne, in jaz upam, da bo do tega odziva prišlo, ne, da ne bomo samo imeli obiske tu, oglede, potem pa se iz tega nič ne zgodi, ne. Zdaj, kar se nas tiče, mi smo te stvari seveda postorili, ne, ampak kot sem že omenil, zdaj
sistemsko je vprašanje, kaj lahko narediš, ker je to pač posledica naravne nesreče, takšne, kot je bila delovanje narave, ne. Gre za to, da lahko, pa da se potem pač čim hitreje ukrepa, ne. Te stvari pa so se seveda dejansko tudi zgodile, ne. Širitev industrijske cone Impol, torej prvega dela izgradnje zahodne obvoznice v polnem teku, bodo torej dela končana do 15. septembra, kot je načrtovano. No, jaz verjamem, da bodo dela končana, tu nekje ne zdaj mogoče kakšen dan več ali manj, ampak kot lahko vidimo, stvari zelo v redu tečejo, ne, tako da ta del, za katerega je bila na nek način odgovorna občina, ne, ker smo uspeli tudi na razpisu pridobiti ta evropska sredstva, gre v skladu z načrti, ne. Zdaj nekoliko bolj počasi pa gre ta drugi del, ne, ker je pa direkcija tista, ki bi morala postopke peljati, ne. Zdaj neki osnovni postopki, kar se tiče odmer pa tega, so že bili narejeni, ampak stvari se tam pač odvijajo bolj počasi, ne, in tudi tu apeliramo vedno na pristojne, da naj pač ukrepajo, naj pospešijo tovrstne postopke, ne. Zdaj, to je zanimivo, ne, v tem času, ko bomo mi praktično uspeli že zgraditi celotno investicijo, pa speljati celotno investicijo, ne, od začetka, tako rekoč, ne, država še ni uspela niti projektanta, če jaz prav vem, izbrati, ne, tako da so še v tem smislu relativno zelo na začetku, ampak jaz vseeno upam, ne, da vse tiste obljube, ne, ki so bile dane, ne, ker tudi v Impolu se vrstijo obiski, ne, najvišjih državnih predstavnikov, da tudi to niso samo obiski zaradi obiskov, ne, ampak da bojo te dejansko ti obiski pa tudi tam na ustreznih naslovih torej reagirali in da se bojo postopki dejansko pospešili, ne, zato ker zdaj mi s tem sicer seveda bomo ta del uredili, omogočili v bistvu Impolu širitev, ne, tako kot s tem se že oni tudi pripravljajo na začetek gradnje prve od teh hal znotraj investicije, ne. Ne bo pa seveda s tem še rešen ta drugi del, torej povezave na regionalno cesto navzdol in pa seveda energetska preskrba Impola, ne. Ob koncu pa še nekaj besed o začetku pogajanj o višini povprečnine za leti 2018 in 2019. Vladna pogajalska stran je predlagala, da se povprečnina za leto 2018 določi v višini 546 evrov na prebivalca, za leto 2019 pa 550 evrov. V skupnosti občin Slovenije menite, da to seveda premalo? Ne, glejte, zgodba se pravzaprav ponovno ponavlja, ne. Zdaj ta dvig povprečnine, ki ste ga omenili, po analizah, ki so pri nas narejene, v bistvu ponovno niti ne zagotavlja dviga stroškov, ne, ki se napovedujejo tudi v povezavi z pogajanji, ki so za sindikati, ne. Tako da seveda s tem se absolutno ni možno strinjati. In zdaj pa stvari so pa naslednje, ne. Če je pač tale ekonomsko-gospodarska kriza narekovala ukrepe, ne, ki so nenazadnje bili vezani tudi na zamrznitev plač in če se zdaj ti ukrepi seveda počasi sproščajo, ne, potem bi pričakovali ne to, ne, da bomo mi dobili samo tisto, kar niti ne pokrije stroškov, ki nam nastanejo, ne, ampak da se bojo pričeli ukrepi sproščati tudi na nivoju financiranja občin, ne. Vi morate vedeti, da so občine podfinancirane tam 25% na sistemski ravni, to pri nas v Slovenski Bistrici pomeni na letni ravni približno 4 milijone evrov, to so sredstva izključno za investicije, za neka vzdrževanja in tako naprej, ne. Tudi nenazadnje bi bistveno lažje lahko recimo sanirali stanje po takšnih nesrečah, ko se je zgodilo, če imeli več sredstev na voljo. Torej je pravzaprav nujno, ne, da pa se pričnemo mi z vladno ravnjo, in to sem tudi posebej opozoril, zdaj na zadnjem sestanku pogovarjati o tem, ne, kako bomo mi spet prišli nazaj na tisto raven, ki je pravzaprav zakonom določena, ne, ker v tem primeru gre pravzaprav za kršitev zakonodaje z naslova financiranja občin. In zdaj, če je že v času krize seveda bilo to razumljivo, ne, lahko tudi, ne, čeprav smo seveda z zelo stisnjenimi zobmi pač sprejeli takšne rešitve, ne bi pa zdajle, ko se beleži gospodarska rast, ki je nenazadnje se odraža tudi v teh sprostitvah,
oziroma odprave teh nujnih ukrepov, potem bi bilo prav, da se ti nujni ukrepi pričnejo odpravljati tudi na nivoju občin. Meni je sicer jasno, ne, da verjetno ni mogoče to narediti v enem letu, ne, ampak v naslednjih 4-5 letih, pa o tem bi se morali začeti pogovarjati, ne, ampak še vedno se pogovarjamo samo o tistem, kako nam bodo pač namenili sredstva za neko približno isto vzdrževanje nivoja, ki je, ne, in mislim, da je neka napačna slika, ne, zato ker so pač občine tudi v tem času sicer res preživele, ne. Zdaj plače, ki so več del stroškov, pa socialni transferi, pa to je seveda bilo zagotovljeno, ne, in vedno se samo o tem pogovarjamo, ne. Ne pogovarjamo se pa o tistem drugem delu, ne, predvsem govorim o nekem tekočem vzdrževanju, če hočete, infrastrukture, pa ne samo cestne, komunalne, ne, ampak tudi, če hočete, stanovanjske, če hočete, objektov, ne. Tega pa pravzaprav ni, ne, in to se bo začelo zelo hitro seveda poznati potem v nadaljevanju, ne. Zdaj mi tudi pravzaprav za vzdrževanje cest tako rekoč namenjamo neka minimalna sredstva in bolj gasimo požare, kot pa da bi kaj bolj konkretnega lahko naredili, ne. Ampak o tem očitno še na državni ravni se nekaj dosti razmišlja, ne. V rubriki Lokalne novice pa o tradicionalni prireditvi na Spodnji Poskavi in 190. rojstnem dnevu Frajhamske godbe. Krajevna skupnost Spodnja Poskava je uspešno izvedla že 19. spodnjeposkavsko poletje. Tradicionalna prireditev je potekala od 3. do 6. avgusta. Tudi letos so organizatorji pripravili bogat kulturni, športni in zabavni program. Z tem prvim simbolično potrtim kegljem je tudi uradno odprta ta prireditev Spodnjeposkavsko poletje, lahko rečemo tradicionalna, že 19. po vrsti, ki najbrž vsako leto privabi kar precej obiskovalcev, tako domačih kot tudi od drugod. Ja, drži, no, zdaj treba že reči to, da se ni ravno s tem prvim kegljem začela, ampak da že zdaj poteka, uradno že prireditve potekajo od včeraj tukaj na Spodnji Poskavi. Ta del poteka 4 dni, sicer pa kar nekaj časa več. To lahko jaz povem seveda, ker sem tu domačin, pa sem dnevno pravzaprav soočen z tem dogajanjem tu. Res je pa, da treba dati res priznanje vsem, ki tukaj delajo, praktično so v to prireditev vključena vsa društva in tako rekoč skoraj vsi spodnje poskavljani so na nek način v to tudi vpeti. Tudi glede na obseg vseh teh prireditev, tako da pravzaprav vsako društvo izpelje vsaj en del tega zdaj res izjemno bogatega programa in na to se vse pa potem tudi odzivajo pač obiskovalci, ki jih je pa tudi, lahko bi rekli, vsako leto več. Pa zgleda, ne, da se znajo poskavljani tudi zmeniti s tistimi, ki so odgovorni za vreme, za razliko od nas na občini. Tako da upam, da bo tudi vreme zdržalo, verjetno ne bo prevroče, ne. Če pa že bo toplo, se pa da tudi ohladiti. Prvi dan so uvodoma odprli razstavo malih živali, popoldne so na svoj račun prišli otroci. Predstavili so oratorij Dotik nebes, na ogled je bila tudi predstava Nočemo biti dinozavri v izvedbi malih matičkov. Dogajanje so popestrili z ustvarjalnimi delavnicami, otroškim gasilskim tekmovanjem, fire combat in s palačinkami. Petek je bil predvsem športno obarvan, saj so izvedli 3 različne turnirje, in sicer nogometni turnir za otroke U9 in U7, šahovski turnir in turnir v ruskem kegljanju. Precej zanimanja so pritegnile tudi kmečke igre. Zvečer je najprej potekal koncert moškega pevskega zbora Obrtnik Spodnja Poskava z gostujočimi zbori. Sledil pa je dalmatinski večer s Klako Šufit in Marino Tomašević. See
sobotni program so začeli s pohodom na Pragersko in izletom v Ormož ter Golažijado. Prav tako so pripravili turnir v malem nogometu, kolesarski izlet, gasilsko baklado in prvi poskavski boks pod Kostanji. Zvečer so premierno izvedli gledališko igro Kuda Matiček Marija Sedmica. Zanimivo je bilo tudi zadnji dan prireditve v nedeljo, ko so znova gostili tekmovanje Fire Combat. Pred žegnansko mašo v cerkvi svetega Štefana na Spodnji Poskavi je potekal tudi koncert Kuda gasilske godbe Napihala. Zaradi naliva pa so žal morali odpovedati zaključni del dogajanja Veselico Stanje Žagar in ansamblom Franca Miheliča. Freiheimerska godba Napihala, ena izmed najstarejših v Sloveniji, letos praznuje 190-letnico delovanja. Častitljiv jubilej so obeležili v soboto, 5. avgusta, s prireditvijo v Šmartnem na Pohorju. V prvem delu prireditve, ko je nastopila Freiheimerska godba, so podelili Galosove značke in društvena priznanja. V nadaljevanju pa so se predstavile še gostujoče godbe Spodnje Poskave, Poljčan, Zreč, Kungote in z vrha nad Laškim. Udeležence sta nagovorila evropski poslanec Lojze Peterle in dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Šmartno na Pohorju je v zadnjem času kar nekako v ospredju, tako po tistem dobrem, kot tudi po tistem nekoliko manj dobrem, ampak vendarle na Pohorju, na Šmartnem ne pada samo toča, padajo tudi medalje, pa tudi visoki jubileji, tako kot ta današnji. Namreč 190 let že freiheimerski godci pihajo svoje inštrumente oziroma udarjajo ob njih. Če gledamo vse te pozitivne zgodbe, ne tiste, ki nam jih narava zakuha, je seveda 190 let godbe pa res enkraten jubilej, ki pomeni tako rekoč skoraj 200 let delovanja. Če pa zgodovinsko gledamo, ker bi naj godba, to je tudi za verjeti, imela korenine pravzaprav glažutasto, potem je ta letnica verjetno še nekoliko večja. Zdaj, zato jim gre seveda absolutno vso priznanje. Ne nazadnje tudi zahvala, gre za promocijo tako Šmartnega, pa ne samo širše po naši občini, pa preko moje občine. Ne nazadnje sem se z njimi srečal tudi v Bruslju, ker so tam zaigrali. Sicer pa je takšno delovanje, ima še tudi kakšen večji, širši pomen, ne nazadnje gre za ohranjene kulturne tradicije, ne nazadnje tudi žive kulturne dediščine z svojim posebnim svojstvom. Potem pa seveda so to druženje in to, kar je dejansko pomembno v današnjih časih, tudi mislim, da se tega Šmartnega tu globalizacija ni toliko dotaknila. Torej posebej je treba poudariti verjetno to domačnost, ki pravzaprav preveva to godbo. Ne nazadnje gre tudi za številne prostovoljne ure, ki jih preživijo, da lahko nastopajo, kot nastopajo. Kar je pa še posebej vredno poudariti, je pa to, da imajo zelo pomlajene vrste, kar pomeni, da so tudi tu mladi vpeti v dogajanje tukaj na tem delu naše občine in jim gre res iskrena čestitka in jaz jim samo želim še, da še praznujejo veliko takšnih in podobnih jubilejev. Če bi k tej kleni samonikli pohorski trmi dodali še ščepec nižinske žlahtnosti, je to najbrž recept za uspeh. Jaz zdaj ne vem, če je to godbo žlahtnost prenesla tista češka kri, ker pravijo, da so prvotni muzikanti nekoliko obarvani, kar zadeva tega češkega okvira. Mislim pa, da je pravzaprav tudi kar se tiče godbe navdih, črpajo iz tega pohorskega okolja, ki je pa res enkratno in preveva na nek način tudi njihovo muziko. Zdaj, življenje tu nikdar ni bilo verjetno najbolj enostavno in skozi to se seveda poraja tudi to sodelovanje, ki odlikuje muziko. Tako da je pravzaprav res v tej njihovi zgodbi zajeto vse, kar ta del Pohorja v bistvu danes premora in je premoral že v prihodnje, jaz verjamem, da bo tudi, torej v preteklosti in jaz verjamem, da bo tudi prihodnje. Šmartno na Pohorju se menda ponaša z eno najstarejših pihalnih godb in z enim od najmlajših predsednikov Sveta krajevne skupnosti. Bo držalo? Ja, verjetno, da bo držalo. Za godbo gotovo, zdaj za predsednika pa bi bilo potrebno še malo poiskati vire. 190 let, izjemno častitljiv jubilej. Razlog temu je najbrž temu vztrajen, najbrž tudi ta samonikla klena pohorska trma.
Ja, res je. Ljubiteljska kultura je že samo zaradi tega, ker je ljubiteljska, že skozi vse turbulentne čase je preživela in zaradi zanesenjakov, kakršni so, gotovo tudi v godbi Napihala, Freihheimski godbi, je to tradicijo obdržala, se ta tradicija 190 let. In prav zaradi teh zanesenjakov, teh ljubiteljev godbe in pa pleh muzike po domače, da rečemo, se je to obdržalo, častitljiv jubilej in mislim, da smo lahko na ta jubilej izjemno ponosni. Moramo pa reči, ne samo gasilci, ne samo medalje, tudi leto jubilejev je letos na Šmartnem. Pred kratkim so imeli tamburaši 90 let delovanja, sedaj Freihheimska godba 190 let delovanja in pa dramska skupina Kulturno-umetniškega društva Šmartno na Pohorju zopet ponovne odbuditve ima 10 let, že na debelo več kot 50-letno podlago. Začetki godbe so povezani z glažutarstvom na Pohorju, ko je podjetnik Hieromin Gürtler ustanovil staro glažuto. Ustanovitelj Freihheimske godbe Simon Jurič po rodu Čeh je bil eden izmed delavcev z Dunaja, ki jih je najel Gürtler. Kasneje je Jurič kupil zgornje Freglovo posestvo v Freihheimu. Z glažuto se je preselil na svojo kmetijo, kjer je leta 1827 tudi ustanovil Freihheimsko godbo. 190 let pihalne godbe Freihheim. Če dava tole v rikverc, prideva v leto 1827. Enkraten izjemen jubilej. Ja, moram reči, da tudi mi smo ponosni. Čeprav se včasih skoraj da ne zavedamo, da je to res, ne. 190 let je res nekaj. Vsa čast in hvala vsem našim prednikom, vsem tistim, ki so igrali, posebno pa vsem vodjem, vsem kapelnikom, prejšnjim in zdajšnjemu Matjažu Fiferju, da vsi so nekako zaslužni za to, da smo mi tako daleč prispeli. Poglejte, veljalo nekako je, da ste člani Freihheimske pihalne godbe v bistvu glasbeni samouki, ampak najbrž zdaj je že tudi kar nekaj članov glasbeno izobraženih. Ja, starejši so bili samouki, tudi jaz sem še samouk leta 1979, pa žal sem imel tudi željo nekako videti neko šolo, ampak tiskrat z Pohorja se pač enostavno ni dalo v dolino enkrat ali pa dvakrat tedensko v neko glasbeno šolo. Danes je to drugače. Jaz mojega sina vozil, profesor Senegačnikov v Bistrico 6 let, pa mi ni žal tudi njemu zasluga, da je on danes muzikant naše godbe, ne, moj sin. Danes je pa to drugače, danes pa naši ta mladi, vsi v Bistrici obiskujejo praktično vsi glasbene šole in moram reči, da to se tudi v našem orkestru, no nismo orkestra, ampak v našem sestavu zelo pozna. Povejva nekaj o sami godbi, koliko je danes članov, kako potekajo vaje, kako je z nastopi? Ja, v godbi nas je danes 20 članov, vaje imamo enkrat tedensko v gasilskem domu Šmartno, vsa zahvala gasilcom šmarčkim. Zelo smo si prišli nasproti, da smo zelo dobri prijatelji in da so nam omogočili, da imamo tu vaje. Je pa še ena zanimivost, s katero se radi pohvalimo. Sigurno smo mi prva generacija v tej zgodovini te godbe, ko imamo v svojem sestavu ženske. Dekleta so prej nikoli niso bila v tem sestavu pri tej godbi, ampak leta 2000 je začela takrat 10-letna punčka Anka Preglova igrati pri nas, zdaj pa so 4 ali 5 celo. Godba redno nastopa v različnih krajih po Sloveniji. Letos aprila je 5 dni gostovala v Bruslju, kjer je zaigrala v Evropskem parlamentu. Sodeluje tudi na krajevnih prireditvah in pri mašah.
Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 25 kaznivih dejanj, od tega 11 tatvin, 2 grožnji, 4 poškodovanja tuje stvari, 1 telesna poškodba, omogočanje uživanja prepovedanih drog in zanemarjanje mladoletne osebe. Slovenska Bistrica. Moški se je dogovoril z oškodovanko, da bo popleskal lesen na pušč, za kar mu je oškodovanka plačala 100 evrov avansa. Potem si je premislila in zahtevala denar nazaj. Moški ga ni hotel vrniti pod predvezo, da je že kupil barvo in ji prinesel staro kovinsko posodo z barvo brez računa. Iz gostinskega lokala je nekdo ukradel 4 stole in jih odpeljal z osebnim avtomobilom, na katerem so bile nameščene ukradene registrske tablice. Storilca so izsledili, mu odvzeli ukradene predmete ter podali kazensko ovadbo. Na bencinskem servisu je nekdo natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Iz trgovine je neznani storilec ukradel 2 udarni kladivi, vredni 280 evrov. Zgornja Polskava. V trgovino je prišel znani moški in zahteval od prodajalke škatlico cigaret, ki bi jih plačal, ko bo imel denar. Ker mu jih prodajalka ni dala, je potisnil kot in ji grozil. Nato je šel mimo blagajne in vzel cigarete. Sele pri Polskavi. Neznani storilec je ukradel čoln Maestral 440P z motorjem Yamaha S50. Škode je za 10 tisočakov. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 17 prometnih nesreč, podali 3 predloge na sodišče, izdali 39 plačilnih nalogov, odvzeli 5 vozniških dovoljenj in zasegli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 12-krat. Spoštovani, informativna oddaja Studia Bistrica se je iztekla. Dopusti pa še kar trajajo, kmalu pa se bodo odprla tudi šolska vrata, s tem pa tudi kopica novih skrbi, dogodivščin in pričakovanj. Če se podajate na pot, vozite strpno, saj beležimo vedno več nesreč, tudi žal smrtnim izidom. Pa ne pozabite na živali. Ne izpostavljate jih soncu, zagotovite jim senco in vodo. Pa srečno, kjerkoli že boste.